Kajakaška zveza Slovenije je v sodelovanju z revijo Polet preizkusila kar 35 čolnov, da bi vsem dogodivščin željnim olajšala izbiro primernega potovalnega kajaka, vesla in ostale opreme. Mi se bomo osredotočili na čolne. Vsak od skrbno izbranih preizkuševalcev je za Kajak Canoe magazin izpostavil enega izmed njih. Vsi so nam reč dobri, v 2 delih pa vam bomo v današnji oddaji predstavili izstopajoče. Tudi zato, da vam olajšamo izbiro. Borut Javornik, olimpijec iz Barcelone, kasneje reprezentančni trener. Vsako leto prek jezov in slapov reke Krke prepelje več tisoč začetnikov. Njegov nasvet je torej zlata vreden. To kajak je namenjen že za boljše veslače, zaradi tega pol tudi ocenjujemo majčkeno drugače. Gledamo na to, koliko ima prostora za potovanje. Osnovna stabilnost nas pri teh kajakih niti ne zanima, nas pa zanimajo okretnosti, vodljivost v nagibih, odzivnost na zaveslaje, pa potovalna hitrost, pa recimo še kaj lahko naredimo z maksimalnim trudom, z vzdigom tempa. Koliko časa sploh potrebuješ na vodi, da lahko oceniš ta kajak je primeren za veslača, ki ima takšno oziroma drugačno znanje? Mi smo si par nalog zadali tukaj, da prvič testiramo osnovno stabilnost, potem obrat brez nagiba, obrat z nagibom, cik-cak vožnjo, potem pa še poskusimo s dodajanjem hitrosti pa z izvajanjem vseh teh vaj v višjih hitrostih. Pa če ga nekoliko pogledava, morda obrneva, kaj lahko rečeva še o njem? Ja. Vsaj glede na tisto, kar si spoznal potem na vodi. Tako kot vsak kajak, je notranji del kokpita, sestavljen sedeža, stegenskih opor, nožnih opor pa ledvenih opor. In vse te stvari morajo biti nastavljive. Zdaj pa seveda vidimo razliko pri nekaterih čolnih. Vrhunski kajak ima nastavljivo stegensko oporo, ima nastavljivo ledveno oporo. Tukaj si treba pa malo več časa vzeti in seveda na bregu za osebno uporabo si prilagoditi. Zato ne moramo reči, da je to vrhunski kajak, ampak za ta denar, ki je ponujen, pa dobimo dober kajak. Če pogledava ta kajak, kam bi pri nas nekdo lahko šel z njim pa zares užival? Ta kajak je namensko narejen za morje, se pravi ali večja jezera ali spodnje dele velikih rek. To je njegova namenska uporaba, namreč že po sami zasnovi slabše spreminja smer, jo pa dobro vzdržuje. Zato je tem kajakom načeloma rečemo morski kajaki, ampak seveda velika jezera, velike reke morje. Janez Skok je učitelj kajaka in vodnik raftov z vrhunskimi referencami. Ima 2 medalji slalomskih svetovnih prvenstev, tako kot Borut Javornik je nastopil na olimpijskih igrah v Barceloni in bil v trenerskem štabu Atlanti. Ta čoln je pa majčkeno drugačen od ostalih. Ja, malo krajši je, 3,20 m, ima zelo veliko luknjo, tako da to ni klasičen potovalni kajak, ampak je kajak za take dnevne izlete 2-3 urce. Tako da je primeren v bistvu za vsakega, izredno stabilen. Lahko ga uporabljajo tudi persone, ki so malo večje, močnejše. Tako da v bistvu je tak zelo družinski kajak. Tudi lažje nalagati na avto, lahko ga daš tudi na kakšno jadrnico gor in tako. Kajak je izredno kreten, se pravi, če ga najdeš malo na bok, malo zaveslaš v loku, se takoj obrne. Seveda, glede na dolžino pa tudi precej počasnejši, ampak praktično kajak za vsakogar, za tudi relativno nizko ceno in tako uporaben. Koliko je potem prostora v tej komori? Kaj lahko vse vzamemo s sabo? Ja, vse sorte, recimo, se pravi stvari, ki jih rabimo morda za na plažo, nekaj hrane, predvsem pijače poleti. Se pravi, komora je kar prostorna, ni preveč dolga, ampak za tisto, tako bom rekel, par ur na veslanje, da se ustaviš nekje in veslaš nazaj, je to čisto dovolj. Ta čoln se mi zdi, da bi bil primeren tudi za na brzice. S tem kajakom bi se dal dobri kajakaši, tisti, ki dobro obvladajo, se da brez problema tudi voziti na Soči. Za tiste, ki so pa bolj rekreativci, pa se lahko spuščajo tudi po kakšni lažji, malo širši reki, tako da ne bi imeli težav, ker je izredno stabilen.
Marin Medak je naš ekstremni kajakaš, ki je lani zmogel skoraj 1500 km dolgo in mesec dni trajajočo pot od Savudrije do Zakintosa. Pred kratkim pa je nase opomnil, ko je obveslal korejski polotok. V mislih ima že nove dogodivščine, o katerih bomo v naših magazinih še govorili, in morda bo na pot krenil prav z izbranim plovilom. Kateri kajak pa je tebe navdušil, ki imaš vendarle precej drugačne kajakaške izkušnje od ostalih preizkuševalcev? Jaz sem bolj navajen na dolge razdalje, tako da je ta Epic 18 je v bistvu narejen za premagovati dolge kilometre. Njegove linije so bolj čiste. Špica gre ravno dol v morje, tako da boljše reže valove. Krmilo zadaj je narejeno tako, da premika vodo. Ni kot standardni drugi kajaki, da se spusti notri, ampak je že vkomponirano. Je v bistvu zelo podobno kot za tekmovalne kajake. Se upravlja, se pravi? Ja, z nogami, levo, desno, pedale so spodaj. Stabilnost je, ko veslaš, je boljše, ker je voda pač malo upor in te drži. Ni pa primeren za začetnike, ker je vseeno je zahteven kajak in ga moraš znati veslati. Natančno poročilo z preizkusa 35 čolnov in ostale opreme poiščite v reviji Polet. Mi pa smo z Dejanom Kraljem prišli do 4. izbranega izdelka. Dolgoletni slovenski reprezentant bo letos znova tekmoval tako v kajaku kot v kanuju dvojcu. Brez vode ne more, čolna prav tako ne, in če ne bi imel skoraj novega, bi se med potovalnimi kajaki odločil za tega. Ta kajak pa je najbolj navdušil prav vse preizkuševalce, tudi tebe, Dejan. Ja, seveda, kot vedno ima Prion zelo dobro narejene kajake za na morje. Njegov sedež in pozicija nog, recimo, če se pogleda tukaj, je vedno dosti visoka, tako da je za dosti različne ljudi, visoke, bolj močne, spremenljivo za noterjati, za ven. Izredno mi je bilo všeč pri temu, da so ga tukaj malo vzeli, z tega, da z veslom lahko še bolj veslaš ob čolnu, bolj nizko, da nimaš teh problemov, da se z roko kam zapletaš. Breko vodljivost levo-desno je za tako dolžino zelo dobra. Vidiva 3 komore, lahko eno odpreva, da pogledava, kakšna je. Recimo, vsaka komora ima krovnico. Dvojna zaščita. Dvojna zaščita mora biti, zaradi tega, če te valovi dobijo, da res nič ne pride notri. Kot vsi poznajo, je treba imeti suhe torbe v notranjosti teh komor za vsak slučaj, da se ti ne zmoči. Potem luknje, kakor izgledajo, so dosti velike, da gre pač to 80-litrska torba tudi noter spraviš, ne preveč polne. Tak izredno univerzalen se mi zdi čoln za tiste kajakaše, ki zelo dobro že veslajo, pa da greš na izlet za kakšen teden, mislim, da bo vsak zadovoljen s tem. Za konec pa še Andrej Jelenc. Da ne bo kot vedno v naših oddajah samo direktor naših reprezentanc, povejmo, da ima kar 9 medalj svetovnih prvenstev in da je bil leta 1989 izbran za slovenskega športnika leta. Ne samo kajake, testirali ste tudi ta plovila, pa mislim, da je prav, da najprej sploh poveva, zakaj gre. To so neki kajaki čolni, neke nove generacije. No, res je, da smo poleg potovalnih kajakov na ta Polet Fit test pripeljali tudi še eno posebno kategorijo čolnov, to so tako imenovani sit on top kajaki, tako enosede kot dvosede, tako da smo imeli tudi pri potovalnih kajakih smo imeli enosede in dvosede in tako smo se odločili tudi za
to drugo kategorijo kajakov, da se tako enosede kot dvosede nekako stestira, predstavi, da jih preizkusimo. Gre pa za kajake, ki so za razliko od potovalnih, v katerega se usedeš, uporabiš krovnico, da zapreš odprtino, da voda ne pride v sam čoln. Tukaj čoln je narejen tako, da se praktično na njega samo usedemo, vzamemo veslo in odveslamo. Če se z takim sit-on-top kajakom, recimo kajakaš ali kajakaša v dvosedu prevrneta, čoln praktično samo obrneta nazaj, slezete nazaj na čoln in lahko nadaljujete s svojim potovanjem. Tako da ti kajaki so sigurno bistveno bolj enostavni in bolj nekako dostopni za širšo uporabo, tudi verjetno za uporabo za organizacijo izletov tistih, ki se prvič seznanjajo s kajakom, se pravi za te kajakaške šole in ki se ukvarjajo mogoče tudi s tem potovalnim kajakaštvom. Ja, lahko nudijo tudi več zabave, me pa nekaj moti, namreč vsi imajo luknje. No, to je tako, da ker so čolni praktično odprti, voda pride tudi na zgornji del čolna in te luknje so namenjene temu, da voda potem odteka ven iz čolna, tako da se zelo hitro izprazni in da je čoln, zato ker nima tega dodatnega bremena vode na sebi, tudi bistveno lažje vodljiv. No, potem pa se vse skrbi vendarle odveč. Torej, za pravo zabavo na vodi vzemite sit-on-top. Toliko. Morda bo odločitev kaj lažja, sicer si priskrbite še revijo Polet. Vsekakor pa kajak ne pomaga kaj dosti, če ne boste tudi sedli vanj.